Dražgošanke in Dražgošani, tovariši in tovarišice, vsi visoki gostje in vsi prisotni, zdravo! V neizmerno čast, še prav posebej srčno in z velikim spoštovanjem pozdravljam partizane in partizanke, borce in borke, ki ste še vedno med nami in ste zavedno spremenili tok zgodovine. V čast mi je, da sem lahko med vami. V neizmerno čast mi je tudi, da ste me izbrali za govornico in mi zaupali to častno nalogo na tem veličastnem dogodku, proslavi, ko se spominjamo ene najpomembnejših bitk za Slovence in Slovenijo, za slovensko samozavest, ki je temelj naše suverenosti, Dražgoško bitko, Dražgoške boje. Dan, ko se spomnimo nedoumljivega poguma, vztrajnosti Cankarjevega bataljona, velikih tragičnih žrtev dražgoških vaščanov in ko se s ponosom in zanosom spomnimo, kako je sredi Gorenjske vzplamtel eden najpomembnejših uporov proti iztrebljevalcev slovenskega naroda, ko se spomnimo, kako je ostala tudi Gorenjska, kako se je neustrašno uprla nacistom, kot je ostala Primorska in se z vsemi silami uprla fašistom. Ko nam hočeš nočeš odzvanjajo v ušesih tiste grozljive besede Adolfa Hitlerja. Ustvariti moramo nacistično tehniko razljudovanja. Če me vprašate, kaj mislim z razljudovanjem, naj povem, da nameravam pokončati cele rasne enote in to bom tudi storil. Ko nas vedno znova zabolijo Mussolinijeve besede, moramo iztrebiti vse moške te preklete rase. Ob tem se pa s ponosom spomnimo, da je bil to čas, ko se je mali narod celovito uprl na videz nepremagljivemu, a nedvomno številčnejšemu in bolje opremljenemu sovražniku in njegovi ideji uničenja našega naroda, ko so za silno željo po preživetju, svobodi, neodvisnosti bili pripravljeni plačati najvišjo ceno, ceno lastnih življenj. Veste, da sem iskrena, odkrita in ponavadi brez dlake na jeziku. Zato mi dovolite to tudi danes, še posebej v tem trenutku, ko preprosto ne moram mimo potvarjalcev zgodovine, torej potomcev ali simpatizerjev izdajalcev, tistih, ki so, kot je lepo napisal pisatelj in župnik Franc Eliški Finžgar, rajši sprejeli orožje, obleko in denar od okupatorjev za boj zoper brate Slovence. To je v slovenski zgodovini najbritkejši črni madež. Ob tem mi zlovešče zadonijo še Hitlerjeve besede. Slovani naj delajo za nas, kolikor pa jih ne potrebujemo, naj jih pomorijo. In njegove besede, ko je na spisek za likvidacijo, če zmaga, dal tudi izdajalce. Zdaj izdaja svoj narod, drugič bo izdal mene. Izdajalec ostane izdajalec. Dražgoše vsako leto z veseljem se udeležimo množično, je spomin in opomin. Jaz mislim, da mladi, da je pomen ohranjanja takih prireditev, je predvsem, da ne pozabimo, kaj se je dogajalo in z vsega tistega pozitivno črpamo tudi za naprej. Tako da Dražgoše so vedno januarja, seveda takoj prvi, drugi vikend je rezerviran za Dražgoše. In kaj menite v današnjem govoru slavnostne govornice? Danes je bil govor, na nek način mene bom bolj osebno povedala, da me boli, ko smo politiki vsi enaki. Jaz poznam kar nekaj, ki se trudimo in poskušamo stvari obrniti drugače, razumem pa tudi kot neko nezadovoljstvo, ki ga je treba slišati in dejstvo je, da se vsi skupaj trudimo za to, da bi bile stvari drugače. Jaz verjamem, da smo v teh zadnjih letih kar nekaj spremenili na bolje. Vi menite, da je bilo to preveč pikro?
Ne pikro, treba je povedati. Jaz mislim, da je prav, da vsak, če ima ta občutek, da se izrazi, da je prav in absolutno je treba vzeti resno te pomisleke in v bistvu to kritiko, tudi vladajoči garnituri. Je pa dejstvo, da ne vem, če je to pravi način, da dosežemo tisto, kar verjamem, da nam je vsem skupaj cilj, to pa je, da vsi živimo bolje in da je kakovost življenja v Sloveniji višja.